Dragi gledalci in gledalke televizije Ljubljana, z veseljem sem se udeležila tega intervjuja z gospo Nussdorferjevo in vas vabim k ogledu te oddaje. Govorila sem o prostovoljstvu, govorila sem o dobrodelnem koncertu, o tem, da nikoli v življenju ni prepozno, da poskrbimo za naša leta in skratka, oglejte si to oddajo, ne bo vam žal. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, danes sem se vprašala, kdo ne pozna moje današnje goste? Je še kdo? Je Slovenka leta 2024, velika prostovoljka, organizatorka posebnega koncerta za otroke z rakom. To je Jolanda Ravnikar. Dobrodošli v oddaji. Dober dan. Zelo sem vesela, da ste našli čas za nas, kajti imate toliko obveznosti. Sedaj, ko sem jih naštela nekaj, ali vas lahko vprašam, kako poteka vaš dan? Kajti naša oddaja ima naslov Moja modrost, aktivna starost. In za vas aktivna starost res velja. Ja, veliko meni, to sem pa res pravi naslov tukaj, da sem danes z vami. Moj delovnik je že zelo zgodaj, vstajam. Seveda priprave na koncert so velike, veliko mailov, telefoni, vse to, potem vaje. Tudi pojete, kaj ne? Tudi pojem, ob torkih imam vaje na Glasbeni matici, letos pojemo ljudske pesmi in sem zelo vesela. Ob sredah hodim v dom starejših občanov Fužine, tam imam jaz moje stanovalce, s katerimi prepevam in to je nekaj tako lepega, da sem vsa srečna, ko pridem tja in oni so meni veseli, jaz sem jih vesela, tako da je to zelo lep dan. Seveda potem je že četrtek, ob četrtkih grem na Onkološki inštitut. Seveda tam je hudo, ne? Tam je, ampak glejte, potem pridem domov, imam kužka lumpija in če le vreme, greva malo na sprehod. Samo kužek zahteva vsak dan sprehode. Ja, dobro, da je majhen kužek, da ga iz hiše spustim, pa gre ven, tako da je veliko sam, ampak veliko je pa tudi z mano, ko pridem jaz v dom na Fužinah, med te stanovalce vedno vprašajo, kje imaš pa danes kužka? Ker je on navajen, on je že hišni inventar. Prihaja v dom? Vedno, vedno. In ta kužek je tako navajen, da ko jaz prepevam, je on v srečen, on takrat spi. Lepo, ga kar uspavate? Ja, zelo lepo. Ja. Krasno. In še pri nunah pojejo, ste nastopali v Cankarjevem domu? Ja, tudi nune pa smo imeli, zdaj že eno leto smo imeli vaje, zdaj imamo pa turneje in sem prevzela to odgovornost, da imamo, da sem tudi pomagam naši vodji Moniki Šparelj, da sem koordinatorka nune, da potujemo in zdaj prvo potovanje oziroma gostovanje imamo v Polzeli 8. novembra, potem imamo 22. novembra v Izoli, seveda 20. novembra imamo koncert, 30. januarja imamo potem v Novi Gorici in 16. januarja v Grosuplju, tako da se nam obeta še veliko gostovanj. Ja, in še v Vojvodino bomo šli drugo leto. Postali ste tudi Slovenka leta 2024, zelo zasluženo, in takrat je bilo vedno in povsod napisano velika humanitarka. Kako ste začeli s prostovoljstvom? Zakaj? Imate kakšne težke tudi osebne izkušnje? Ja, življenje mi je dalo
drugačnega življenja, drugačnega znanja. Zgodaj sem se soočala z težavami v družini, mama je zbolela, in nekako sem rasla s tem. In moram reči, da sem se mogla truditi, delati, in vsa to bolezen sem jaz kot otrok čutila, in to mi je bilo neko varno okolje, da sem se v tem počutila domače, in mi je to z mano raslo tudi potem, ko sem šla v šolo, ko sem šla delati, mi je to vedno bilo neko vodilo pomagati, in to sem čutila vedno. To je bilo v meni, to je bil moj miselni vzorec, ki sem ga kot otrok dobila. Vi ste že kot otrok skrbeli za svojega brata po smrti staršev. Tako. In to sem jaz edino znala. In tam sem se v tem okolju sem se jaz dobro počutila, čeprav sem imela samo bolezen, vonj po zdravilih, bolnica, vse to to mi je bilo poznano in to je raslo z mano in drugega življenja nisem poznala. To vas pravzaprav tudi napolni, osrečuje, kaj ne? Tako bom rekla, naredilo me je močno, kleno, in da je to moje delo, mislim, da je to moje poslanstvo, ker najbolj sem srečna, če lahko nekomu pomagam, da mu je lepše, da mu nekaj poklonim, pa sem tudi sama srečna, mogoče iz tega razloga, ker sama tega nisem imela in želim drugim dati, ker sama se nisem upala ne prositi, nič nisem upala, da bi, ne vem, za sebe prosila, sem bila mogoče preveč pokončna, tako, pa bi rada kaj dobila, da bi mi nekdo kaj pomagal, pa ni bilo priložnosti. Zadnjič sem gostila profesor dr. Pirtoška. Govorila sva seveda o možganih, o demenci. Rekel je, da moramo biti zelo aktivni. Torej, najin nasvet gledalkam in gledalcem bi bil, naj bodo tudi v starosti aktivni, naj ne zaspijo na pravzaprav kakšnih foteljih, kavčih, ampak naj bodo aktivni, naj gredo med ljudmi. Pravzaprav tudi osamljenost je zagotovo lahko velik pogoj za nastanek demence. To se popolnoma strinjam in jaz vedno pravim, moj rek, nikoli ni prepozno uresničiti svoje sanje, samo verjeti moraš, pa tudi delati na tem. To ni zdaj samo od sebe ne pride, ampak moraš ti nekaj si cilje postaviti v življenju. Če nimaš v življenju cilja... Če misliš, da je vsega konec, ko se upokojiš, je zelo narobe. Takrat se lahko začne neko novo obdobje, nova modrost, imaš veliko znanja, če si zdrav seveda, tudi za zdravje je treba pač paziti na zdravje, da ga ohranimo, potem lahko še veliko daješ ljudem okoli sebe. Jaz zelo občudujem in sem tudi stalna gostja vaših koncertov, o tem bomo govorili na koncu, v tretjem delu oddaje. Torej, najprej me je pravzaprav res zanimalo, od kje vsa ta moč za prostovoljstvo, da dajete, ker najbrž s tem tudi prejemate. Ja, to je nekaj tako lepega, ko nekomu pomagaš, ko vidiš, da je sam, da rabi neko, mogoče samo besedo, en stisk roke, da ga objameš, koliko to ljudem pomeni. A veste, danes umetna inteligenca, je odtujenost. To je odtujenost. Mi rabimo oseben stik, dotik človeka. Zagotovo, ta dotik je čudežen. To je pravzaprav zdravilo lahko. Tako je zdravilo, ki nič ne stane. Samo prijazni biti, se srečevati, pogovarjati. Kaj pa se vam zdi, da se ljudje vedno odzivajo pozitivno, če jim pomagate, vas potre, če niso hvaležni, ali greste mimo tega in si rečete, nekdo celo ne zna biti hvaležen? Seveda, ker nikoli ne veš, kakšne izkušnje v življenju, kaj je v življenju mu prineslo, zakaj je tak
a ne. Mogoče nezaupljiv tudi na Tako, ne začetku. moremo obsojati, ne moremo gledati, gledamo, da lahko nekaj dobrega naredimo, ker pravim, dobro se z dobrim vrača, slabo s slabim. Tako da te hvaležnosti, ki jih vidim pri ljudeh, ki jim pomagam, ali pa če jim pojem, to so res presrečna sem, vesela sem, da jim lahko pomagam in da iz kakšno besedo potolažim. A veste, pride včasih tako obupani in rabi samo, da ga nekdo posluša. Zelo lepo za zaključek najinega prvega dela. Torej za prostovoljstvo reciva velik da in s tem zaključiva ta prvi del, v drugem bova pa nadaljevali z novo temo. V redu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Ljubljana TV, govorim s Slovenko leta, pa še marsikaj bi dodala, gospo Jolando Ravnikar. Govorili sva o prostovoljstvu, o tem, kako pomembno je tudi za našo rast, celo proti demenci, če smo aktivni, če drugim pomagamo, če v tretjem življenjskem obdobju darujemo svoj čas, svojo energijo in srečujemo ljudi tudi z objemi. V tem drugem delu, gospa Jolanda Ravnikar, bi morda spregovorili o sicer težki temi, o Onkološkem inštitutu. Kot ste na začetku omenili, se vsak četrtek oglasite tam. Ali nam lahko poveste, kako poteka delo na Onkološkem inštitutu s prostovoljci? Kaj počnete, koliko vas je, kaj se dogaja in kako pravzaprav prenašate to težavo? Kajti že sam vstop v stavbo Onkološkega inštituta je lahko hud. Sama vem, da hodim redno in hodila sem na Dora programe in takoj, ko vstopiš, zagledaš množico ljudi, ki sedijo, čakajo na preglede, odhajajo domov in si rečeš, koliko je pravzaprav te hude bolezni pri nas. Kako vi doživljate Onkološki inštitut? Ja, to je res. Ko človek stopi v stavbo Onkološkega inštituta, to veliko stekleno stavbo, z tolikimi hodniki, s tolikimi dvigali in ljudje pridejo prvič v to hišo, obupani, prestrašeni in ne znajdejo se in prostovoljci smo še kako pomembni. Kaj delate recimo? Naprimer, nekoga pripelje reševalec, pacienta, ki je na vozičku in prostovoljci smo, da jih prijavimo, da jih registriramo tam, pomagamo izpolniti vse te podatke, da se v sistem prijavijo, potem jih voziš na preglede, na ultrazvoke, na obsevanja. A vam zaupajo tudi osebne zgodbe? Vas sprašujejo? Veste, veliko ljudi je, predvsem gospe, ki so mogoče v naših letih, da se večkrat izpovejo, ker ne želijo obremenjevati svojih otrok. In veliko izpovedi povejo nam prostovoljcem, da si nekako olajšajo svojo dušo, ker je to zelo hudo. Seveda otroci imajo vsak svoje življenje, ne marajo obremenjevati in so res usmiljene vredni. Prihajajo iz cele Slovenije. Iz cele Slovenije, bogi, nekatere poznam, mislim, ki sem z njimi govorila, same v stanovanju, nima nikogar. Ja, kdo bo pa prišel, pa jim daš napotke, da pride patronažna sestra, da rabijo pomoč, pa skratka, toliko enih takih srečanj. Kako se razbremenite? To najbrž za vas predstavlja
kar eno obremenitev psihično, če v enem dopoldnevu, koliko ur ste na onkološkem? To je čisto odvisno, tudi moje skupina je ob četrtkih, ponavadi pridem ob 6:30 in grem na kirurški oddelek. Tam ponavadi so gospe, gospodje, ki grejo tisti dan na operacijo in jih peljem še prej na ultrazvoke, na izotope, da jih pospremim. In te ljudje so zelo hudih stiskah in ogromno mladih. In ko vidiš tiste prestrašene oči, žalostne, polne solz, ti je hudo, ki ne veš, kako bi, ne želiš biti vsiljiv, a ne, nekdo pa se ti izpove in mogoče mu je lažje. Ste edini mogoče, s katerim Tako. lahko govori, ne? Tako, ja. In vedno poskušam navezati stik, če kaj rabi, če se želi izpovedati ali ne želi. Tako da je to tudi za mene. A vas prepoznajo zdaj, ko ste Slovenka leta? A veste, da res niti nisem iz začetka polagala pozornosti na to, ampak pol pa najbolj lepo mi je, ko je ene par gospe že bilo, pa so rekle, jaz se vas pa spomnim, pa vi ste meni peli za Božič, a jaz nikoli ne bom pozabila. Kako je s tem petjem? Slišim, da pojete Sveto noč na božični večer. Vam povem, da to je pa nekaj najlepšega, kar se mi lahko zgodi. Vi pravzaprav vzamete božični večer kot darilo za druge. Darilo za druge, da nisem sama, da grem, da ne smilim se sama sebi. In sem rekla, grem jaz tja med paciente. To po sobah Po hodite? sobah hodim, vse sorte izkušnje, vse sorte bi lahko povedala, da bi lahko knjigo napisala. Kake travme, kako veselje in tudi zadovoljstvo v moji duši. To je vsak Božič, torej preživite večer Ja, na onkološkem Grem ob inštitutu. 4 popoldan in me ne čakajo in nekateri prepevajo z mano, nekateri so v postelji, pa ne želijo, pa slišijo, ko pojem, pa rečejo, pa pride naj še v to sobo, pa grem še tja zapet in to je neverjetno. In do kdaj ste potem do večera? Do večera, potem sem mogoče pol 11, 11. Lansko leto mislim, zdaj zadnji Božič sem imela pa eno posebno izkušnjo, ki me je zelo prizadela. Sem prišla na en oddelek in je iz sobe prišla, sta dve gospe, zdravnica je šla ven in te dve gospe jokata in jaz nisem vedela, kaj naj naredim s to kitaro tam. Sem rekla, veste, jaz sem pa prostovoljka, sem pa prišla zapet. Rekla, pejte v tole sobo, tukaj je moja hčerka, moja vnukinja, pejte ji zapet, Koliko stara? ljubezni, 29 let. Joj. In nisem vedela, ko je to dete ležalo v posteli, ne podolgo, ampak počez. In nisem mogla sploh dojeti, nisem vedela, kaj naj naredim. In je rekla, prosim, dajte ji pet o ljubezni. Dajte ji pet o ljubezni, mogoče jo boste pa A je zbudili. bilo tako hudo s to deklico? Ja, je bila v komi. Jaz nisem vedela, da je to tako hudo in sem jaz res pol ure pela tej deklici in mamica je bila vesela, babica je bila tam in sem rekla, jaz moram zdaj pa še na druge oddelke in sem šla na drugi oddelek in sem potem prišla nazaj o pol 11 in je mamica je šla počivati, babica je ostala pri vnukini. In je rekla, kaj ni pa naredim, dajte biti z mano tukaj. Sem rekla, gospa, ona rabi, dajte se k njej uležiti, dajte jo prijeti za roke, dajte jo božati, dajte ji govoriti, dajte se z njo pogovarjati in če je čas, dajte ji pustiti, da odide. In zjutraj sem jaz s to gospo govorila in je rekla, hvala vam,
je v miru zaspala, Je odšla. je odšla in hvala vam, da ste jo s pesmijo pospremili na drug svet. Mislim, to so, veste, pa to imam veliko takih izkušenj, ki jih vem samo jaz, pa tisti, ki imam direkten stik, tudi zdravniki niso zraven, niti sestre. Čeprav so zdravniki na tem oddelku oziroma onkološkem krasni. Tako, krasni zdravniki so, a veste, in pol, ko pridem jaz po praznikih, pa rečejo, Jolanda, koliko so bili spet pacienti veseli, koliko si jih spet osrečila in kako ne bom srečna. V tem drugem delu, ki se zaključuje, sva govorili o težkih zgodbah. Zelo me je presunila zgodba te deklice, ki je umrla to božično noč. Tako da bova v tretjem delu morda bolj optimistični, veseli, čeprav bo tudi tema rak otrok, a vendar en lep koncert, ki ga prirejate. Hvala. Spoštovane in spoštovani, v čast mi je, da gostim posebno žensko, gospo Jolando Ravnikar, Slovenko leta 2024. Res me je veselilo, da sva lahko na začetku odprli temo prostovoljstva. Povedala je, kako v tem uživa, v drugem delu pa je bilo huje. Govorila je o Onkološkem inštitutu, o boleznih, o bolnikih, ki tam tudi umirajo, in o tem, kako vsak božični večer v letu prepeva. Pride s kitaro, prepeva lepe pesmi in nekega dne je ob taki pesmi zaspalo hudo bolno 29-letno dekle. Ko sem to poslušala, so se mi pravzaprav orosile oči in sem že razmišljala o najinem pogovoru v tretjem delu. Ta bo bolj optimističen, govorili bova namreč o posebnem koncertu, že 6. dobrodelnem, nažalost pa tudi tokrat za otroke z rakom. Gospa Jolanda, kako je prišlo do ideje za take koncerte, čemu so namenjena sredstva, kje lahko ljudje dobijo vstopnice, kako pridejo na vaš koncert? Sama bom letos že 6. leto, upam. Vseh 5 sem bila in bilo je ganljivo, kajti celo največji koncerti ne odtehtajo tega. Vidiš ljudi, ki prihajajo z različnimi sporočili. Nekateri zato, ker imajo sami bolne otroke. Huda bolezen je to. Rak otrok te zaznamuje za vedno. To je zagotovo trpljenje staršev, sorodnikov. Veseli smo vsakega, ki ozdravi, ki spet stopi v normalno življenje. Sama se tudi veliko ukvarjam s tem področjem, tudi s tretjim nadstropjem in zlato pentljico, veliko je tega. Kako ste vi začeli, kako je prišlo do tega koncerta, kdo vse nastopa? Letos bo 20. novembra v Festivalni dvorani, kaj ne? Ja, tako je. Kako sem začela? Leta 2017 sem prejela od predsednika Pahorja državno priznanje kot prostovoljka leta in nisem mogla verjeti in to mi je dalo še dodatno spodbudo, ker sem prepoznavna ratala potem, ker sem začela peti na Onkološkem inštitutu za Božič. No, skratka, in sem se odločila, da bom začela pripravljati koncert in so mi dali veze na pediatrični kliniki. Moram reči tukaj Mateja Pangrc iz Onkološkega inštituta, sestra, ona je ogromno mi pomagala in mi stala ob strani in me povezala z ljudmi. Prav tako Lorna Zaletelova, doktorica, moja prijateljica, tako da sem tisto leto organizirala koncert popolnoma sama s prijateljem, ki mi je tudi pomagal. No, in takrat je ta koncert, kako je nastal v Festivalni dvorani, da je prišel predsednik Pahor na koncert. Nisem mogla verjeti, tudi vas sem tam videla in sem rekla, tole je pa
nekaj najlepšega, kar se mi lahko v življenju zgodi. In seveda Peter Poles je bil takoj za to, da povezuje program, in tako se je začelo vsako leto. Seveda je bila korona, smo malo, takrat ni bilo nič, ampak zdaj 2 leti pa in letos spet čakamo, se že veselim 20. novembra, da bomo imeli zopet koncert v festivalni dvorani za otroke, za ustanovo za pomoč otroku z rakom. To je ravno tako, to so junaki 3. nadstropja. In zbiramo denar za anestezijski aparat. Pred 3 leti smo zbirali za krvni analizator z junaki 3. nadstropja. Tako da lahko rečem, da smo vse skupaj zbrali do sedaj za junaki. Sem šla gledat okrog 162 000. Se mi zdi, da je to kar neka lepa... Zelo lepa številka. Trudim se za te koncerte, živim, verjemite pa, da je to ogromno dela, celo leto delam. A kakšne donacije sploh dobite? Prosim, zdajle, ko sem ravno na televiziji, toliko prošenj sem poslala. Kdor mi je rekel, naj pošljem, tudi enega donatorja nisem dobila in sem zelo žalostna. To se pravi, so sredstva samo od vstopnic? Samo od vstopnic. Tukaj moram res reči, da za vse stvari imamo v življenju, za te stvari, ki jih sama se trudim, in moja ekipa, ki je, ki smo res prostovoljni in delamo čisto brez izkušenj, brez, bom rekla, brez denarja, ampak vztrajam, da so tudi glasbeniki izredno. Lani nas je ganila Tanja Žagar, se spomnim. Sama je povedala o svoji izkušnji z rakom. Njen nastop je bil izjemno ganljiv, pa tudi sam predstojnik pediatrične klinike je zapel na koncu. Izredni so in tudi vsi glasbeniki se odpovejo honorarjem. Niti slučajno nikoli nihče ni zahteval kakšnega honorarja. Vstopnica je 15 evrov. Vstopnice so 30 evrov. Aha, 30. Jih dobite preko Eventima, se veste, imate... Pa tudi na pošti. Na pošti, na bencinskih servisih, kioskih. Kdor ne more priti na koncert, lahko donira na 1919 otrok rak 5. Zelo bomo veseli teh prispevkov. Če bomo skupaj združili moči, bomo tudi s tem denarjem nekaj zbrali za te naše otroke. Verjemite mi, da ta denar gre kompletno vse za te otroke. Ja, res, videli smo, kaj ste kupili. Predstojnik se je celo zahvalil za to, imel je lep govor. Seveda Poles, ki je vodil, je tudi vse skozi poudarjal to dobrodelno noto. Je pa res, da starši, ki imajo bolne otroke, imajo že tako veliko stroškov. Spominjam se, da ste zbirali tudi za to, da bi bili nekje nastanjeni ti starši, ki prihajajo. Eno stanovanje je od ustanove in to stanovanje treba vzdrževati. Je treba kriti stroške in seveda starši, svojci pridejo od izdaljenih krajev Slovenije, da pridejo k otroku, ki je v bolnici kar nekaj časa, da lahko tukaj prebivajo, da jim ni potrebno se voziti tako daleč. In veste, veliko ljudi nimajo osnovnih sredstev in vsak denar, vsak evro, ki ga boste darovali, verjemite, da bojo lahko starši kupili kakšen priboljšek svojemu otroku, ker ne more kupiti. Jaz vedno kupim vstopnico, tudi druge koncerte smo imeli ravno z dr. Lorno Zaletelj Zadravec, tudi za otroke, ki so preboleli raka, pa se jim lahko tudi celo vrne. Poznam te hude primere in upam, da bo tako kot vedno čustveno lepo, če lahko rečemo, kajti vsi ljudje, ki pridejo res
z nekimi pričakovanji, ne samo, da bodo poslušali krasne pevce in imeli lep program, ampak tudi z zavestjo, da pomagajo tistim, ki so že zboleli. Tako da za to vašo idejo in zdaj že 6. dobrodelni koncert bi vam rada izrazila podporo in čestitke ob vseh vaših dejavnostih, ki jih je tako veliko, kot smo danes slišali, pa še pojete, pa pri nunah sodelujete, pa na Onkološkem inštitutu, se res vprašam, kje najdete čas in energijo za vse. In upam, da letos ta 6. koncert spet uspe. Vesela sem, da sem vas lahko gostila in morda še vaša zadnja misel ali sporočilo v tej oddaji. Lahko si pogledate, dragi gledalci in gledalke, poglejte na spletno stran Pesem zate, noter so vsi podatki, lahko donirate, kot sem že povedala, 1919 otrok rak 5. In verjemite mi, da boste tudi vi nekaj dobrega s tem naredili. Pridite, imeli bomo čudovite glasbenike, naš stalni gost je Marko Vozel, že od prvega koncerta, tako human, in seveda letos se bo pridružil tudi Grega Ravnik bo prišel, Marko Hatlak bo letos ne samo virtuoz na harmoniki, ampak tudi pel bo. Potem bo Eva Hren, Nuška Drašček bo. Torej še zanimivo. Kvatropirci pridejo in seveda otroci, mladinski pevski zbor iz Obale, iz Kopra pridejo tudi gostovati k nam in bodo kar z avtobusom prišli, ker jih bo kar veliko in živijo zdaj za ta trenutek, da pridejo. In seveda bo tudi, mogoče malo skrivnost, ampak bo tudi junak 3. nadstropja, ki je zdaj že polnoleten, zapel svoji 2 skladbi. Krasno. Hvala za gostovanje v tej oddaji in čim lepši dogodek 20. novembra. Se veselim in res dobrodošli, kupite karte, pejte takoj, ker so pa karte že kar dobro se prodajajo. Ja. Jaz pa končam.